Gospod župan, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji županovega kabineta. Ja, lep pozdrav tudi vam in pa spoštovanim gledalkam in gledalcem. Za začetek nameniva besedo prejšnji seji. Glavni točki sta bili proračun, in sicer zaključek leta 2025 in pa proračun v letu 2026. Ja, to so bili res zagotovo taki bolj proračunske seje. Se mi zdi, da smo leto 2025 dokaj uspešno zaključili, glede na to, da je imela občina sicer 1.800.000 presežka pri svojem poslovanju, tega smo prenesli v letošnje leto. Zdaj razlogi za presežek sta predvsem dva. Nekaj več prihodkov, kot smo planirali pri samem proračunu, drugo pa nekaj tudi prenosen del investicij, pa nekaj manjši tudi odhodki od planiranih v samem proračunu. Tako da smo iz tega okvira 1.800.000 presežka na koncu prišli na približno dobrih 700.000 evrov, ki pa so tista sredstva, ki jih bomo letos zelo prepotrebno vključili v rebalans proračuna, k dodatnim obveznostim občine ali pri že posameznih projektih oziroma tudi nekaj novih projektov, ki so bili predvideni v samem rebalansu. Tako lahko rečem, da bomo lahko po kar nekaj letnih prizadevanjih lahko letos se odločili, da bomo glasbeni šoli Litija Šmartno nabavili nov klavir, ker je zagotovo ena pomembna pridobitev pri nadaljnjem delovanju glasbene šole. Sicer pa, če se že lotevam že rebalansa proračuna, pa ta vsebuje poglavitne poudarke na tistih projektih, ki so mogoče, je bil en del prenosa sredstev v letošnje leto, to je recimo satelitsko-urgentni center. Pri drugih projektih pa gre za še dodatno dopolnitev izvajanja prepotrebnih investicijskih del, to je zagotovo tudi športni park Praprošče, pa potem tukaj je še kanalizacija z gradnjo čistilne naprave, druge vzporedne infrastrukture v naselju Kresnice. Potem je tukaj še medgeneracijsko središče Gabrovka, pa seveda projekti popoplavne obnove in pa seveda tudi sanacija in obnova kulturnega centra na stavbah, ki pa so, tisti projekti, ki potrebujejo več sredstev že v letošnjem letu, za po eni strani hitrejšo, ali investicijo ali pa obnovo oziroma investicijsko obnovo posameznih objektov. V Litiji trenutno poteka gradnja na nogometnem igrišču. Na kateri fazi ste? Jaz mislim, da gre zelo pozitivno ta projekt, delne prestavitve lokacije samega nogometnega igrišča, potem tudi predvideno montažo nove umetne travnate površine, igralne površine. Zdaj so gradbena dela v fazi, ureditve sistema odvodnjavanja na celotnem tem nogometnem igrišču in pa seveda potem še samem delu, ki temu pritiče, tudi še položitvi atletske steze. Tako da jaz računam, da naj bi ta del, ta faza prestavitve nogometnega igrišča in pa položitev umetne trave z odvodnjavanjem bila zaključena
tam do konec meseca aprila, začetek maja. Potem pa se bomo lotili naslednje druge faze, ki pomeni pa ureditev tribun, delna prestavitev lokalne ceste na tribunam, pa seveda potem postavitev potrebne javne razsvetljave na tem športnem parku in pa začetek gradnje atletske steze, štiristezne steze okrog tega nogometnega igrišča. Stopili smo že v pomlad, temperature so višje, s tem pa lahko izvajalci že asfaltirajo, obnavljajo ceste. Kateri so tisti projekti odprti, ki se trenutno dogajajo na tem področju? Ja, moram reči, da smo tukaj kar malo pohitrili, namreč predvsem cesta, ki je bila predmet sanacije, se pravi Bistrica, je pri Dolah, je dolžina 2 km 600 metrov in je bila že začeta v jeseni lanskega leta. Zimski meseci so omogočali zelo intenzivno, se pravi, urejanje ceste, tako da se v teh dneh že asfaltira celoten odsek ceste, ki bo zagotovo zelo velikega pomena za ta del krajevne skupnosti Dol in pa tudi občine. Zdaj prav tako je tudi Direkcija za infrastrukturo asfaltirala preplastila 2 odseka cest, regionalne ceste, to je Velika Reka, Javorski Pil in pa še nadaljevanje med naseljem Tihaboj in pa odsekom Rihterček. Se pravi, da se dejansko na tem delu se je ta del ceste skorajda že v celoti obnovil med Mirno in pa Gabrovko, ostalo je še 200 metrov, za ta del upamo, da se bo to zgodilo čim prej. Mogoče še v prihodnje v tem letu kakšna večja investicija na tem področju? Cestna infrastruktura ima še letos še kar zelo obsežen program. Tako je predvideno še en odsek ceste na Dolah, se pravi javna pot Suha-Dole, potem v Gabrovki Laze-Cernik, na Polšniku obnova dela lokalne ceste, Pasjek-Polšnik, pa potem imamo na Vačah cesto Klenik-Volše, odsek ceste, in pa seveda potem do konca jeseni približno 3 kilometre celovite modernizacije in obnove cest v naselju Kresnice, kjer se bo zaključevala tako, se pravi prva faza kanalizacije, pokablitev elektrovodov in se pravi tudi ureditev druge infrastrukture. V Gabrovki pa načrtujete medgeneracijsko središče. Kako je trenutno s tem? Ja, medgeneracijsko središče v Gabrovki je projekt pripravljen, tako da je v teh dneh načrt, da se objavi javno naročilo za izbiro izvajalca del, tako da bi res želeli, da ta projekt v letošnjem letu steče in da se tudi zaključi, kjer imamo tudi v proračunu predvidena potrebna finančna sredstva. Dobili smo tudi na razpisu LAS, lokalne akcijske skupine, na razpisu ta projekt, tako da bomo tudi s temi sredstvi dopolnili, se pravi, celotno izvedbo investicije. Luč na koncu tunela pa vidi tudi kulturni center svojo obnovo. Bila je javna razglasitev načrte prenove. Kakšni so bili odzivi? Moram reči, da so bili odzivi dobri. Najprej na sami predstavitvi samega načrta obnove kulturnega centra, tudi še dodatni predlogi, ki bodo omogočili tisto
prepotrebno kvaliteto za se pravi vsa potrebna dodatna dela, montaže, predvsem opreme samega kulturnega doma v smislu, da bo res dejansko lahko ta dvorana služila čim širšemu krogu uporabnikov. Hkrati pa tudi določeni predlogi za dodatno racionalizacijo samega projekta. Moram reči, da so tukaj projektanti zelo pohitrili, da so že pripravili tudi vso potrebno dokumentacijo, saj tistega poplavnega dela, in da bomo v teh dneh čim hitreje še dopolnili dokument za identifikacijo investicijskega projekta, se pravi DIP, in potem vse skupaj čim hitreje posredovali tako na Državno tehnično pisarno kot na Ministrstvo za naravne vire in prostor, da se prične, se pravi, presoja tega projekta in da čim hitreje pridobimo zeleno luč, da bi lahko pristopili potem k samemu javnemu naročilu za izvedbo. Gospod župan, najlepša hvala. Najlepša hvala tudi vam in lep dan želim.